Danes imate vajo reševanja z gondole, če se ne motim, drži? Ja, z gondole in sedežnice Radvanje. Najprej bomo na gondoli izvedli, potem pa se preselimo na sedežnice Radvanje, zato da naredimo na dveh tipičnih žičniških napravah, ne, torej kabini pa sedežnici. Ne. To je v okviru rednega usposabljanja vaših kadrov ali? Ne, to je po zakonu o žičniških napravah za prevoz oseb, je treba enkrat letno narediti vajo reševanja. Takšne taktične postopke imamo naprej dodelane, načeloma vemo, poznamo skupino ljudi, koliko jih mora biti, kako se razdelimo, tako da delamo po svojih, bom rekel, tistih res nekih pravilih oziroma nekih smernicah. Sodi reševanje z gondole recimo med neke težje vaše postopke, glede na to pač... Bomo rekli, da med težje zaradi tega, ker je specifika, ni veliko takšnih primerov in pa zahteva neke posebne primere oziroma posebne postopke, ja. No, žičnica, ki jo vidimo tukaj gor nad nami, ne, ima zelo veliko kapaciteto, hitro se obračajo gondole, če bi bilo to polno, bi bilo par sto ljudi lahko gori, zato sami gorski reševalci tega ne moremo prazniti. Tudi delavci žičnice ne morejo sami sprazniti take dolge velike naprave, ne, in zato smo razdelili zadevo na področja, kjer lahko delamo gorski reševalci, tam, kjer je najbolj izpostavljeno, potem delajo tudi gasilci, brigada mariborska in delavci žičnice. Vsekakor moramo tudi nove reševalce usposabljati, delamo na sedežnicah, delamo na žičnicah, tako da moramo skozi to obvladati, ne, in stalno preverjamo znanje in usposobljenost in opremljenost, ne, sproti zanavljamo opremo, če je kakšna nova oprema ali nova tehnika, je treba to tudi sprobati in vsi morajo to znati, ne.